Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, prav lepo in prisrčno pozdravljeni na današnji okrogli mizi o izzivih pri izvajanju gradbene pogodbe. Kakšne so dolžnosti izvajalcev v primerih nepravilnosti v projektni dokumentaciji? So zahtevki in posledično aneksi pri gradbenih projektih nedovoljena praksa, kar se velikokrat omenja v medijih? Ali predstavljajo pa le pomemben element pri izvajanju gradbene pogodbe? To je nekaj vprašanj, na katere bodo odgovore podajali naši strokovnjaki, govorniki in jih bomo slišali v nadaljevanju. Najprej pa besedo predajam predsedniku Združenja asfalterjev Slovenije, magistru Slovenku Henigmanu, in ga lepo vabim k prvi besedi. Prosim. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi gosti, v imenu Združenja asfalterjev Slovenije vas prav prisrčno pozdravljam na našem tradicionalnem srečanju, okrogli mizi in skupščini ZAS-a. Vse je tradicionalno, razen časi, v katerih smo. Vsi smo od marca naprej v enem takem čudnem vzdušju, ki nam ga je prinesla pandemija, in temu se prilagajamo. Imamo izzive sociološke, imamo izzive gospodarske in moram reči, da se je naša panoga, gradbena panoga, tokrat zelo dobro odzvala. Prav ponosen sem, da smo preprečili, da bi se v kateremkoli podjetju zgodil virus v pravem pomenu besede, in to si želim tudi za naprej. Vemo, kako hudo je za podjetje, vidimo po svetu, podjetja zaradi tega seveda tudi propadajo. In želim, da smo tudi naprej disciplinirani, organizirani in da na ta način preprečujemo, da bi se to zgodilo. Seveda, po zdravstveni krizi je izziv, kako bo z gospodarstvom. Nekatere panoge so v izjemno težki situaciji. Vemo, kako je bilo z našo panogo v krizi 2008. Tokrat, na srečo, se je gradbena panoga odzvala drugače, politika se je odzvala drugače in lahko pokažem tudi tale graf, kjer smo pogledali, kaj se je zgodilo v letošnjem letu, prvih 4 mesecih primerjalno z lanskim letom. Spodaj imate napisane indekse in ugotavljamo lahko v skupnem, da je obseg gradbenih del v prvih 4 mesecih podoben oziroma za 0,4% višji, kot je bil primerjalno v letu 2019. Se pravi, pandemija se na našo panogo v prvem obdobju ni negativno odzvala. Kar veliko naporov smo namenili v tem obdobju, tudi na poziv politike, da smo pripravili predloge, kaj bi lahko naredili, da bi tudi na ta način zmanjšali krizo. Lahko rečem, da je bilo več sestankov, tudi sam sem bil tako pri ministru za okolje in prostor kot za infrastrukturo in pripravili smo nabor številnih projektov, ki se zdaj kaže v predlogu vlade za 7,7 milijardni paket, 187 projektov. In v vseh predlogih, ki so bili narejeni, je bila cestogradnja in seveda z njo neločljivo povezano asfalterstvo na prvem mestu. Kajti v naši panogi lahko praktično takoj pridemo do projekta, zelo hitro, oziroma do projektne dokumentacije, zelo hitro do izvajalca in v mesecu, 2, 3 lahko začnemo graditi. In to se takoj pokaže potem na gospodarstvo. Zato ima seveda cestogradnja lahko izjemno pozitiven vpliv na gospodarstvo. Tukaj smo seveda asfalterji, zato je pomembno, kako gre tej panogi. Če pogledamo v lanskem letu, sicer padec za 6%, iz 2 milijona pa nekaj smo prišli na 1,900,000, vendar to je za Slovenijo, primerjalno z drugimi državami, zelo dobra proizvodnja. Z njo smo in moramo biti zadovoljni. Tako da ta proizvodnja je dobra, želimo si, da ostanemo na tem nivoju 5% gor ali dol tudi za naprej. Počasi prehajam na današnje srečanje. Lahko ste ugotovili, da imamo tukaj našo Andrejo,
ki je, bom rekel, tudi skrbi kar v nekih projektih za prepoznavnost gradbenega sektorja in zdelo se nam je zelo pomembno v ZAS-u, da tako pomembna vprašanja, kot jih imamo danes, povežemo tudi z PR agencijo, tudi z ostalimi, zato da bomo to, o čemer se bomo pogovarjali, širili. Kajti o aneksih se tako velikokrat v javnosti neupravičeno kriminalizira in negativno govori, da moramo ta trend obrniti. Zato je danes tukaj Andreja, pozdravljam tudi vse ostale predstavnike medijev. Prav je, da se o aneksih končno začne prav govoriti. Drugi izziv, ki ga imajo izvajalci, so pa seveda projektne dokumentacije. Tudi, bom rekel, projektanti so imeli svoje izzive po prejšnji krizi. Sem prepričan, da so se že ujeli, vendar pa na gradbiščih se porajajo številna vprašanja in na te vprašanja smo zbrali izjemno močno ekipo na čelu z Majo Koršič Potočnik, ki je postala, bom rekel, ena od prvih ekspert na tem področju v Sloveniji in pa seveda potem predstavniki gradbenih podjetij in pa na koncu poseben pozdrav Lilijani Herga, direktorici Direkcije za infrastrukturo v Republiki Sloveniji, zaenkrat še VD, ampak to bo šlo stran, in pa lepo pozdravljam tudi Janeza Kušnika, direktorja področja gradenj in obnov na Darsu, ki se bosta potem v nadaljevanju pridružila na okrogli mizi. Želim, da bi bila ta okrogla miza živa, da bi tudi auditorij sodeloval, da izmenjamo poglede, da naredimo na koncu zaključke in da začnemo končno širiti pravo stališče, kaj so aneksi in na kakšen način jih je potrebno obravnavati. Jaz vam vsem skupaj želim, bom rekel, en prijeten dan v teh nekoliko, bom rekel, zahtevnih pogojih. Preden predam besedo nasledniku, ki je dr. Peter Lipar, bi mu rad čestital za to, da je postal predsednik Združenja za promet in prometno infrastrukturo Slovenije DRC in želim, da DRC-ju Peter, bom rekel, ponovno da tisti lesk, ki je že bil v preteklosti. Jaz sem prepričan, da ga bo zmogel, tako da bo DRC tudi v bodoče, bom rekel, opravil tisto vlogo, ki jo je v preteklosti. Skratka, da končam, prijeten dan tukaj, program današnjega srečanja, v nadaljevanju skupščina in potem še en tak prijeten zaključek. Hvala lepa. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Res sem danes prvič v dvojni funkciji tukaj, v funkciji, bi rekel, profesora z fakultete, pa v funkciji predsednika DRC-ja, tako da bom tudi, par slajdov sem pripravil, tako da bom tudi v bistvu svojo tole kratko predstavitev v tem smislu pelil. Ponavadi na takih zborih, kot je ta, saj če se namotam zadnjih 3-4 leta, zmer začnem z jamranjem glede študentov, za me že poznate, ko sem šel v Orgoštengah, me je nekdo vprašal, boš danes spet jamral za glede študentov? Ne bom jamral, zato ker jih imamo v bistvu sorazmerno dost v primerjavi s prejšnjimi leti in če drži ta graf, ki ga je danes Slovenko kazal, to je super zadeva, izvedena delo v gradbeništvu, verjamem, da tudi mladi ljudje, ki se odločajo za študij oziroma za svoje bodoče delo v življenju, zelo natančno spremljajo, kaj se dogaja na posameznih področjih in v zvezi s tem si izbirajo svoj, bi rekel, življenjski poklic. To sem pač ugotovil na številnih srečanjih, ki sem jih imel z mladimi ljudmi in mislim, da je to zelo pozitivno, da se v bistvu gradbeništvo v tej krizi, ki se nastaja oziroma ki se kaže, da se v bistvu tako dobro obnaša. Prvi del sem namenil seveda, ne se bat, ne bom predaval. V zadnjih 5 letih sem pregledal, kakšne diplome so bile pri nas na naši fakulteti, na našem odseku, se pravi na odseku Prometno-tehničnega inštituta, se pravi cestarske diplome, po domače povedano. Bilo je 96 diplom, takšnih in drugačnih, imamo 2 vrste diplom, ene so zaključna dela po 3 letih, veste, da imamo še vedno bolonjski študij, 3+2, v bistvu se pripravljamo zdaj na 5+0, to pomeni, da bojo te prve male diplome odpadle, ampak vendar, 96 diplom je bilo narejenih v zadnjih 5-4 letih, največ iz projektiranja cest, tukaj sem tudi jaz največkrat mentor, mogoče pač to mogoče malo pripomore k tej visoki številki.
Seveda smo tudi prometniki na našem odseku, naši prometniki so imeli v zadnjih obdobju 15 diplom, okrog 16%. Sledijo diplome o prometni varnosti, ki seveda vključujejo in promet na cestah, promet na železnicah in ostale oblike mobilnosti. Seveda vsi čakate na asfalterske diplome, ne verjamem, ker sem danes pač na takem skupu. Še ne, projekt železnice, mogoče sem tle celo malo razočaran, zelo nizek procent, vendar sedaj nekako obnavljamo našo, bi rekel, skupino, ki se bo ukvarjala z železnicami, oziroma naše profesorje in asistente, ki se bodo ukvarjali z železnicami in pričakujemo v naslednjih letih več diplom iz tega področja. No in tukaj so recimo asfalterske diplome. 10 diplom, to je približno 10% v zadnjih 4 letih, po moje premalo. Zato sem tudi danes tukaj, da vas v bistvu prosim za malo za pomoč. Če drugega ne, saj pri idejah, kaj naj bi naši študenti v svojih diplomah obravnavali. Diplomah in seveda, oziroma magisterijih in mogoče tudi doktoratih. Potem sledijo diplome kolesarske, zanimivo, približno toliko diplom imamo s kolesarjev, koliko procentov imamo kolesarskega prometa na dan, zanimivo, med 6 in 10% imamo v Ljubljani kolesarjev vsakodnevnih potovanj in približno toliko diplom imamo z tega področja, tudi mislim, da je nekoliko premalo. Potem pa še diplome v zvezi z okoljem in ne boste verjeli, samo ena diploma od 96 v zvezi z zadrževanjem. Lili, to pa je v bistvu slabo, pod kritiko in se strinjam in pričakujem kakšne spodbude z vašega konca, da bodo naši študenti še to začeli raziskovati. Ker smo pač danes med asfalterji, sem pogledal zadnjih 9 diplom asfalterskih, ta zadnja je bila prejšnji teden, še celo online smo jo imeli, ne prejšnji teden, mogoče 14 dni nazaj. In sicer temperaturna segregacija pri vgradnji asfaltnih zmesi. Zelo zanimiva diploma, vam bom pokazal še en slajd na to temo, ker bil sem član komisije in sem imel kar nekaj v bistvu vprašanj, na katere sem dobival zelo čudne odgovore, seveda sem ugotovil, da so odgovori pravilni, ampak rezultati so bili čudni, zato vam bom pokazal, kaj me je v bistvu najbolj zmotilo. Potem recimo optimizacija dimenzij in vrst slojev vozične konstrukcije, analiza občutljivosti za model propadanja tlakov, asfaltne baze in asfaltne zmesi v Sloveniji, uporaba toplih asfaltnih zmesi in ponovna uporaba asfalta, armirano asfaltne vozišče konstrukcije, stroškovna analiza asfaltnih zmesi obrambnih plasti, uporaba in izkušnje z uporabo litega asfalta, pa recimo še vplivi prečnega nagiba na tovno sposobnost. Malo sem vam dal tako, da dobite občutek, kaj naši študenti obravnavajo. V glavnem so seveda to naloge, ki jih študenti dobijo pač v firmah, v katerih že prej delajo. Zato verjamem, da so malo sugerirani. In vas tukaj prosim za bodoče, če boste imeli kakšne naše študente, dajte jim še kakšne dodatne, bi rekel, napotke oziroma napotila, kaj lahko z tega vašega področja delajo. Bom še kaj naprej. Ta zadnja diploma, tole me je zmotilo. No, tole je študent pokazal, kolega Rok Rošer. Ukvarjal se je s temperaturno segregacijo, ugotavljal je, kakšne težave so v zvezi s tem, meril je te temperature na enem gradbišču in ugotavljal, da so te temperature velikokrat pod minimalno temperaturo. In seveda, kaj to pomeni? To pomeni seveda slabša kvaliteta in študent je tako celo zaključil svojo nalogo in rekel je, pač zaradi teh težav je včasih zna biti, da je obstojnost in kvaliteta oziroma obstojnost te vozične konstrukcije tudi za 50% krajša, kot bi morala v bistvu biti. To me je zelo presenetilo. In še bolj me je presenetilo tole, kar je zapisal v zaključku, tole, pogledajte, obstoječa tehnična regulativa v Sloveniji ne omogoča učinkovitega zaznavanja temperaturne segregacije v celotnem obsegu pri ogrevanju asfaltnih zmesi. Upam, da se je zmotil pri tem. Mislim, če pa to res, potem imamo pa res veliko težavo. Čeprav, če nimamo te kontrole in če ugotavljamo, da je zaradi tega lahko 50% krajša življenjska doba našega asfalta, potem imamo problem. Upam, da to ne drži in seveda na vas, ki ste iz te stroke, v bistvu vam apeliram, da to zadevo primerno rešite. Ker sem tukaj še v tej drugi funkciji, vas seveda zelo toplo vabim na 15. kongres o prometu in prometni infrastrukturi, ki bi moral biti seveda to leto, oktobra, in ga seveda tudi ne bo. Potem smo se pogovarjali, da bi bil naslednje leto, iskali smo na prejšnjem sestanku datume in nekako smo prišli do tega, da bi bilo v redu, če bi bil maja.
Tako da vas zdaj že v bistvu prosim, da si mogoče rezervirate tam nekaj sred maja, malo časa. Najbrž ne bo tistih klasičnih datumih petek, sreda, četrtek, petek, ampak glede na zasedenost bo mogoče ponedeljek, torek, sreda, ampak naj vas to ne zmoti in zato prosim, bodite pozorni na to in vsekakor ne pozabite, da se ta zadeva bo prestavila iz letošnjega leta v naslednje leto. Hvala lepa, ker ste me poslušali in upam, da se vidimo čim prej. Hvala lepa še enkrat za vaše podatke. Gospod Lipar, mi pa nadaljujemo s strokovnimi prispevki, tako kot je bilo napovedano. Najprej imamo 3 strokovne prispevke, nekje vsako dolžini 10 minut in 3 govornike. Strokovni prispevki bodo o napakah v projektni dokumentaciji, pritiskih naročnika, neodzivnem projektantu, aneksih kot legitimnih orodjih v gradbenem poslu in naši govorniki bodo gospa Maja Kuršič Potočnik, odvetnica, partnerica v odvetniški družbi Potočnik in Prebil, potem sledi gospod Boris Sapač, član uprave Pomgrad in zatem gospod Edo Škufca, član uprave CGP, Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest. Tako, najprej predajam gospe besedo. Hvala lepa. Spoštovani, a ste se kdaj znašli v situaciji, da ste morali dati izdelati obleko nekomu, šivilji ali pa komu drugemu? Zakaj vas to sprašujem? Recimo, dajmo vzeti en zelo hipotetični primer, da imate hčerko, ki bi šla naslednjo letos na valeto in je prišla domov, oči, mami, jaz bi imela tako obleko, kot sem jo videla pri Billie Eilish na podelitvi te nagrade. Poglej slikco, glej, kako je čudovita. In bi rekli, zdaj gremo vprašati šiviljo, če nam lahko takšno obleko sešije. Vaša šivilja reče, lahko naredim, seveda, ni problema, blago bomo našli, bomo zrihtali, ampak rabim imeti kroj. Če lahko nekje dobite kroj, ki bo vsaj približno podoben, jaz sama tega pač skrojirati ne znam. In v Burdi ravno takrat izide super neka lepa oblekca, kroj, evo, in ne samo šivili. In čez en teden pridete iskat z vašo nadobudno hčerko in ona reče, kaj pa je to niti podrazno, ni podobno temu, kar sem si jaz želela imeti, tega jaz ne bom nosila na moji valeti, kaj je zdaj to? In gospa šivilja reče, ja, jaz sem naredila po kroju. Poglejte, ja, kje so pa volančki? Ja, ni jih v kroju. Ja, kje so pa oni detajli? Lejte slikco. Ja, po kroju, vse sem naredila kot po kroju. Znam delati po kroju, dobra šivilja sem. Komu bomo zares lahko zamerili? A bomo rekli, ti šivilja, to vse skupaj ni za vse skupaj nič, ne bom ti plačala, kot mama, ali bomo rekli, ja, mogoče smo pa res izbrali naroben kroj, pa bi naslednjič mogoče morali pač, za razlogom imamo boljše pa slabše krojače, pa očitno več nismo imeli v redu kroja, ne. Zdaj, samo za uvod, če želimo zelo poenostavljeno povedati, v čem je v bistvu tak problem, kadar govorimo o projektantih, izvajalcih, projektantskih napakah, izvajalčevih zadolžitvah. Prevečkrat pozabljamo, da imamo 4 udeležence pri gradnji. Vsak od njih ima neke kogentne naloge. Že star ZGO pa nov GZ je zelo strikten pri tem, kakšne naloge ima katero udeleženec pri gradnji. In kdo je tisti, ki izdela projektno dokumentacijo? Projektant. Zato ima tudi druge pogoje, zato je drug izpit, zato je drugačen naziv celo in tako naprej. Skratka, drug vpis tudi v imenik. Projektant izdela projektno dokumentacijo in seveda ta projektna dokumentacija naj bo v skladu s namenom, ki jo pač investitor ima, kakršenkoli že ta namen je. In zdaj, če pride do nekih težav, ki očitno, evidentno izvirajo iz projektne dokumentacije, čisto vse nekdo zdaj na njih naleti, ali naleti že investitor, kar je redko, ali naleti izvajalec na gradbišču na te napake v projektne dokumentacije, kdo je pač v razmerju med vsemi temi udeleženci pri gradnji zadolžen za pravilnost projektne dokumentacije? Odgovor je še vedno povsem enak pravno. Projektant, tisti, ki je projektno dokumentacijo izvajal, torej tista pogodbena stranka, ki je bila zavezana zagotoviti projektno dokumentacijo. Če bi bilo to slučajno, fidik rumena knjiga, je to seveda izvajalec, ker projektira in izvaja. Če so pa to klasične gradbene pogodbe, je pa to druga pogodbena stranka. In seveda
ko pridemo do situacije, in skoraj vedno pridete do te situacije, da se ugotovi, da je v projektni dokumentaciji bodisi pomanjkljivost, bodisi nedoslednost, bodisi da kaj manjka, bodisi da je kakšna neusklajenost med različnimi deli projektne dokumentacije, kaj to pomeni, kdo je tisti, ki bo odgovarjal? Samo ena pogodbena stranka, oziroma se upravičujem, samo en udeleženec pri gradnji, ni nujno, da sploh je pogodbena stranka. Spet je odgovor enak kot prejšnji, projektant. Kaj pa je izvajalčeva edina dolžnost, ki jo aktualna zakonodaja zares pozna? Izvajalec pa nekaj vendarle mora narediti in sicer temu rečemo pojasnilna dolžnost. Eksplicitno imamo eno določbo v zakonu, v obligacijskem zakonu, ki pravi, izvajalčeva dolžnost je samo v tem, da naročnika opozori na morebitne pomanjkljivosti projektne dokumentacije. Opozorilo ne pomeni, da nekdo zraven predlaga rešitve, kako bi bilo treba sanirati. Opozorilo tudi ne pomeni, da mora nekdo podati sistemsko rešitev tega problema. Opozorilo pomeni samo to, kar nam po imenu OS v bistvu že pove, in sicer napaka je, če bom nadaljeval po tej napaki, ali pa težava je, ali pa nedoslednost je, če bom nadaljeval, se bo to rezultiralo nekje v gradnji. In ko to enkrat izvajalec naredi, je on vse svoje dolžnosti, zakonske, pogodbene ali pa takšne drugačne, praviloma, recimo, da pogodba nima nekih zelo velikih odstopanj, je praviloma svoje dolžnosti izpolnil. Od tu naprej vse morebitne težave, ki še izvirajo, mora investitor reševati s tistim svojim pogodbenim partnerjem, ki je povzročil to težavo, in to je njegov projektant. Težav je ogromno. Predvsem težave v tej relaciji med investitorjem in projektantom so zato, ker je bistveno manj skrbnosti namenjene pripravi kvalitetne projektantske pogodbe, praviloma, kot skrbnost, ki jo investitorji namenjajo gradbeno pogodbo. Če bi investitorji pol toliko časa namenili razmišljanju, kako pripraviti kvalitetno projektantsko pogodbo, kot razmišljajo, kaj vse bi bilo treba dati varovalk v gradbeno pogodbo, jaz si upam trditi, da bi bilo težav v zvezi s projektnimi dokumentacijami ali pa s projektantskimi napakami bistveno manj, kot jih je v resnici. No in seveda, kdo je pač pravno gledano zdaj dolžan odpraviti napake, pomanjkljivosti projektne dokumentacije? Projektant. Tako po zakonu, kot po vseh ostalih predpisih, in to, da se na izvajalca prenaša ta odgovornost. Včasih pod pretvezo se je velik, pa ima veliko denarja, pa ima veliko možnosti. Včasih pod pretvezo projektantska pogodba je že pretekla. Včasih pod pretvezo pri projektantski pogodbi imam samo 2-letni rok za jamčevanje napak, a zdaj pa že 3 leta minilo od takrat, ko sem dobil izročeno projektno dokumentacijo, nimam več kaj narediti, izvajalec reši. Katerkoli razlog je, da se pač investitorji to delajo, je napačen razlog. Pač pravno gledano je ta razlog napačen. Pripravljalec projektne dokumentacije je tisti, ki je edini pristojen in dolžan te zadeve odpraviti. In seveda, zdaj, ko smo to povedali, mogoče samo še dodatek, izvajalec naj torej skrbi samo za eno stvar, da ko naleti na težavo v projektni dokumentaciji, to pravočasno ali pa čim prej investitorja o tem obvesti. Kako se stvari potem naprej peljajo, je načeloma problem investitorja, pri katerem seveda lahko pomagamo, lahko sodelujemo, lahko delamo marsikaj, ampak takrat se v bistvu naša pogodbena, dolžnost na nek način konča. In potem pa pride seveda do tega, da en projektant spremeni, doda, se spremeni projektna dokumentacija ali pa se morda spremeni kakšen detajl ali pa se reče, ok, bomo pa malo drugače naredili, bomo tehnologijo zamenjali, ne vem, karkoli. In potem pride do zahtevkov. Zahtevek izvajalca, ki je že vnaprej slabo sprejet, preden sploh pride do njega. A so zahtevki izvajalcev pri gradbeni pogodbi nedovoljena praksa? Ja, niso. Zahtevki izvajalca so logična posledica tega, kar se je dogajalo prej, in pa zakonita pravica, ali pa bom rekla temu, edina logična pričakovana posledica, kajti, kako lahko nekdo poda ceno za nekaj, česar ob oddaji ponudbe ni poznal?
Torej, kako lahko nekdo od vas pričakuje, ne glede na cenovno klauzulo, danes jaz nimam dovolj časa, ampak bom samo namenila, ne glede na cenovno klauzulo, ali imamo ključ v roke, ali imamo skupaj dogovorjeno ceno, ali imamo cenovno enoto, kako lahko kdorkoli od vas pričakuje, da boste podali ceno za nekaj, česar ob oddaji ponudbe pa ob sklenitvi pogodbe niste poznali. Torej, da je prišlo vmes do sprememb, bodi si zaradi napak, ker bi moral vedeti, ker si strokovnjak. Ne, to ni dovolj ustrezen. En drug strokovnjak bi moral pripraviti brezhibno projektno dokumentacijo. Ne? Torej, to ni igra na srečo. Ne? Gradbena pogodba je ena od najtežjih, če mene vprašate, v bistvu sigurno je med dalj časa trajajočimi pogodbami v obligacijskem zakoniku, pa sigurno je ena od najbolj spreminjajočih se pogodb. Vse ostale pogodbe, ki jih imamo v zakonu, so bistveno bolj trdne, stabilne, brez presenečenj. Pri gradbeni pogodbi temu ni tako. A ne? In ko pride do tega, da se začnemo pogovarjati o zahtevkih, je to seveda logična posledica. Kakršnakoli sprememba, kakršnakoli zadeva, ki se je spremenila, bo za sabo potegnila razmislek izvajalca, kako se to pozna pri ceni ali pa morda tudi pri roku. In če v bistvu povzamem, vsak odstop od projektne dokumentacije je po sodni praksi podlaga za zahtevek, zakonita podlaga za zahtevek. Vse spremembe, do katerih pride, bodi si zaradi spremembe projektne dokumentacije, bodi si zaradi želje investitorja, vsa nepredvidena dela načeloma, vsi odkloni, ki jih vnaprej nismo poznali ali pa jih nismo mogli videti, ko smo pregledali projektno dokumentacijo, so seveda lahko podlaga za zahtevke. In še mogoče, da zaključim z največjo težavo, s kateri se soočate, ključ v roke. Ključ v roke pa rešuje vse te težave. Saj je vendar logično, če sklenemo ključ v roke, boste vi, izvajalci, nosili stroške vseh nepredvidenih, nepredvidljivih del, torej, to je malo igra na srečo, pač plačal boš za vse, ali si bil dolžan vedeti, ali si lahko poznal, ali pa nisi. Veste, pa temu ni tako. Zakaj v slovenski praksi prihaja do tega, je sicer zelo dolga zgodba, ampak zelo skrajšala bom situacijo. Uzance, ki jih močno spodbujamo, da jih uporabljate pri svojih gradbenih pogodbah, so povsem jasne. Tudi pri ključu v roke nepredvidena dela, oziroma to so nepredvidene okoliščine, dajmo jih tako imenovati, niso izključene. In uzance točno povejo, kaj so te nepredvidene okoliščine. Vse morebitne presenečenja v zemljini, presenečenja v podzemnih vodah in podobno in še cel kup drugih stvari. Torej, tudi pri ključu te nepredvidene okoliščine po uzancah niso izključene iz možnosti spremembe cene in v bistvu je to neka, bom rekla, urbana legenda ali pa neka zmota, ki jo kar nekako iz leta v leto furamo, no pa si zdaj prizadevamo tudi na ravni spremembe uzanc, da bo to črno-belo jasno napisano tudi v novih uzancah, ki upam, da jih bomo čim prej sprejeli. Tako, toliko za zelo začetni pravni uvod, kajti to je kljub vsemu ena od težkih tem. Včasih se pa srečam z zelo veliko dilemo to razložiti nekomu, ki je v bistvu popolni laik, vam je to lahko razlagati, ampak nekomu, ki pa si misli, jaz sem pripravljen plačati, ti pa naredi vse ostalo. Že, v okviru tvojih lastnih pogodbenih določb, ne pa v okviru ima se, može se. Hvala lepa. Dobar dan tudi v mojem imenu. Jaz bi se nekako navezal na kolegico. Predvsem bom dajal poudarek mogoče bolj na zasebnih naročnikih, kolega Boris se bo pa bolj fokusiral na javne naročnike. Jaz sem za začetek eno slikco pripravil z interneta, ki mi je bila zelo simpatična za tole današnjo temo, se je že zelo stara, sigurno da vsi poznate, ampak govori ravno o tem, kar je prej Maja razlagala. Se pravi, vsak ima nekak svoj vidik. Nekdo bi nekaj rad, arhitekt bi seveda rad, ali pa projektant bi rad sprojektiral nekaj, kar bo res nekaj pompoznega, investitor bi seveda rad zelo malo plačal, statik bo naredil tako, da bo res sigurno držal, izvajalec bo pa pač naredil tako, kot je on mislil. Zdaj, tole je mogoče, potem sledi aneks na koncu, predlog za sanacijo, temu se pa reče lahko tudi aneks. Zdaj, temu bi lahko tudi rekli naši nestandardizirani popisi del, o katerih se veliko že pogovarjamo.
vendar še vedno jih nimamo. Ne? In rekel, naše prizadevanja gredo v smer, da naše popise del končno enkrat standardiziramo, da se točno ve, kaj katera postavka pomeni. Tukaj je najbližje mogoče ravno DARS pa DRSI, pri visokogradnji je pa to res velik problem. In upam, da bomo enkrat prišli en bistven korak naprej. Zdaj, seveda, pri sami gradnji prihaja do različnih interesov. Vsak ima tukaj, investitor seveda ima interes čim nižjo ceno, čim krajši rok gradnje, čim večje garancije, potem projektanti, nadzorniki, izvajalci pa spet, če pogledamo, se pravi, nekje dol pomeni čim nižje, gor pomeni čim više. Kakšen splet vseh teh različnih interesov tukaj je. In zdaj seveda edina skupna je na koncu uspešno končan projekt. Sprav, tukaj imamo pa vsi isti interes. In zdaj najdeti to skupno rešitev, je pa umetnost v gradnji projektov. Seveda, uskladiti je treba interese, če imamo korekten odnos eden do drugega, kar gradbinci nekako nosimo en velik, jaz temu rečem, ruzak iz preteklosti, je to zelo težko. V javnosti odkrito se pogovarjamo, ko se omeni gradbinca, so takoj neki negativni prizvoki. In mi se s tem na nek način borimo in se moramo boriti. Želimo si uravnotežene pogodbe. Kaj pomeni uravnotežena pogodba? Da po en stran to, kar dobiš, moraš tudi dati. In obratno, to, kar daš, moraš tudi dobiti. Zdaj, jaz dostikrat pravim, pa ne najdem pravega slovenskega izraza, ampak Srbi imajo zelo dober izraz, ki bo rečel nadmudriti. Nadmudriti. Veste, na koncu tamle točka, v tem življenju ni nič zastojno. Jaz sem že nekaj časa na svet, pa vem, da nič ni zastojno. In tudi investitor ne more pričakovati, da bo izvajalca nadmudrijo, s tem, da bo popise priredil, pa bo dal mu na ključ, pa črtal določene postavke. Na koncu, ki izvajalec bo videl, da je v težavah, bo na koncu tudi investitor v težavah. Tudi, iz lastnega primera lahko rečem, ko smo merilo najnižje cene, pa smo izbrali določenega podizvajalca, ki je bil res zelo simpatičen, na koncu smo imeli milijonsko izgubo zaradi tega podizvajalca. Ni vse tisto zlato, kar se sveti. Delitev odgovornosti. Odgovornost naj bo razdeljena tako, kot je, recimo konkreten primer pri zemljini. Kdo bo zdaj ravnal z zemljino, z odpadki? Ali bo to izvajalec, ali bo investitor, tisti, ki je v bistvu tudi po zakonu za to zadolžen. Tukaj treba najti vedno neke rešitve. Potem investitor to prevali na izvajalca, kar je okej, ampak za to rabiš okoljevarstveno dovoljenje, rabiš vsa soglasja in to traja 3 mesece. Izvajati treba pa takoj. In tukaj jaz se mogoče malo bolj fokusiram zdaj na zasebne naročnike, pri DARS-u je pač zadeva rešena, ker DARS pa tudi DRSI te stvari rešujejo več ali manj promptno, ampak vedno pa ni tako, pri večini naročnikov pa temu ni tako. Napake, jaz moram reči, tako na začetku zelo cenim slovenske projektante in upam, da v Sloveniji bojo projektirali slovenski projektanti, ker je znanja ogromno. Ampak na javnih naročilih je predvsem problem najnižja cena. To je sicer ZN3 nekako rešil, na tem projektantskem nivoju je rešil, se pravi, ni več nujno merila najnižja cena, čeprav se še vedno več ali manj tudi to uporablja. In seveda rezultat je temu primeren. Spet se vračam na tisto, v tem življenju ni nič zastojn. Se pravi, če hočeš imeti dober projekt, se posveti, naj bo res razdelan tako, kot mora biti, da bojo popisi del korektno narejeni, potem ne bo problemov z aneksi. Projektanti, tle sem napisal skoraj nikoli ne odgovarjal. Jaz še nisem slišal, da bi kakšen projektant odgovarjal, zato sem napisal skoraj, ker ne morem 100% temu pritrditi. Ampak v naših primerih, ko se srečujemo, je bilo vedno tako, da recimo zadnji primer, ki sem ga imel, pa sej mu nimam kaj vzeti, pa daj to ti zrihtaj, se veš, da mu nimam kaj vzeti. Ima 40 000 evrov projektantske odgovornosti, vi ste pa velika firma, pa ste že zrihtali. In to je forma mentis, ki se pri nas dogaja. Pa jaz samo želim, da se odkrito pogovarjamo. Sej bom tudi sebi skledo plul, da se razumemo. Sej tudi izvajalci nismo in sploh. Tudi mi delamo napake, vsi delamo napake, ampak dajmo se o tem odkrito pogovarjati. Sam to želim.
investitorji seveda potem prevalijo odgovornost na izvajalce. Saj ste podpisali, da ste seznanjeni z vsem, seznanjeni s tem, da če Marsovci pridejo. Ne? Skratka, dejansko to podpišemo izvajalci, da smo z vsem seznanjeni. Ne? In da je investitor praktično po tistem, kar mi podpišemo v pogodbah, načeloma bi rekel, pa kaj me briga, saj ste podpisali. Ne? Ampak spet, če pogledate rezultate gradbenih firm v povprečju, tiste, ki so sploh žive, koliko imajo dobička? 3% nekje, povprečno, pa še manj. Ne? 3% so že dobre firme. Se pravi, s 3% moraš živeti. Ne? To se pravi, če naletiš na nek problem, ki je pa bistveno večji recimo v 5-milijonskem projektu za milijon, ne? Od kje bo to izvajalec vzel? In a je to prav, da to izvajalec prevzame? Če ni kriv, če je kriv, je druga stvar. V praksi seveda potem tudi izvajalec popravlja projektno dokumentacijo. Ne? In pa tudi napake, ki se pojavljajo v projektu. Zadnjič smo imeli eno asfaltiranje, so bili nakloni, niso bili v redu, opozarjali smo, da nakloni niso v redu, ni odvodnjavanje rešeno. Ne? Ampak ok, delajte naprej. Pa se pa to pojavilo, ker smo res napisali, da se bo zgodilo, ne? Pa sej vem, da ste opozarjali, ampak veste, projektant je res zafrknil, ampak mu nimamo kaj vzeti. In to je potem odraz nekega dejanskega stanja. Zakaj aneksi? Prvič je sigurno nedorečena projektna naloga, se pravi, če govorimo o tistih oblekah, ne, kakšno oblekco hočemo imeti. Ne. Projektant površno izdela projekte in popise, to je spet posledica najnižje cene. Še enkrat pravim, jaz zelo cenim slovenske projektante, ne razumeti, da kakorkoli projektante napadam, ampak težko pa gledam to, da dobi nek projektant, četrtorazredni projektant posel, zato ker je bil pač izključno zaradi tega, ker je bil najcenejši, nek posel ga potem slabo naredi. In to gre potem na račun izvajalcev, jaz sem pa izvajalec. Ne. Tako da to nas res zelo moti. No. In ZN3 omogoča, in zdaj, to boste tudi drugi mogoče investitorji povedali, koliko se to uporablja, ta druga merila, ne samo cena. Ne. Dejstvo pa je, da pri izvajanju gradbenih del je pa še vedno izključno najnižja cena, čeprav tudi to bi bilo možno drugače narediti, ampak jaz mislim, da v javnem sektorju ni tega junaka, ki bi drugače naredil kot najnižjo ceno. Ne. Potem recimo, aneksi seveda pridejo potem, ko pridejo do nekih spremenjenih okoliščin, tudi Maja je prej o njih govorila, pa ne bom šel zdaj v detajle. Določene detajle vnaprej niso poznani. Nekaj ni možno privedeti, recimo v neki zemljini, v neki, ne vem, pa se ruši nek objekt, pa ne vemo, kaj je spodaj, niti ni možno narediti preiskati. To se pravi, lahko so projekti nepopolni zaradi tega, ker to ni bilo možno narediti, ne da je projektant slabo naredil, pač ni bilo možno, ne? Ali pa bi bil strošek preiskav nesorazmerno velik in nima smisla, da se vnaprej sekiramo na zalogo, ne? Se bomo potem sekirali, ko bomo pač podpisali pogodbo, pa se bomo o tem potem pogovarjali. Potem recimo večkrat se dogaja pri zasebnih naročnikih, ne, da je projektna dokumentacija v več fazah, ne, in se sklene pogodba na prvo fazo in se potem dodaja. Recimo, mi smo imeli izkušenj, največ aneksov, ne, in tudi številčno in finančno pri eni večji zasebni gradnji, teh aneksov je bilo 35 v vrednosti okrog 25 milijonov evrov. Ne. In bistveno več aneksov imamo pri zasebnih naročnikih kot pri javnih naročnikih. Pri javnih naročnikih imamo zelo malo, pri zasebnih pa skoraj na vsakem projektu. Ne? Ker pač zasebnik ima to možnost, ker ni vezan na javna naročila in se neki izmisel in dodaja. Se pravi, aneks je tukaj neka čisto normalna zadeva, pri javnih naročnikih je pa tisti negativni prizvok. Nastajajo seveda spremembe med gradnjo, te spremembe so ne samo zaradi želja naročnika, ampak tudi zaradi stvari, ki se ugotovijo med gradnjo. In pa zlasti pri zasebnikih, ne, način izbire izvajalcev po posameznih sklopih. Zasebnik se odloči, da bo najprej izbral generalnega izvajalca, potem bo pa izbiral še po posameznih sklopih in se seveda potem sklepajo aneksi za posamezna dela. Jaz sem tukaj dal aneks ne pomeni korupcija in to bi želeli, da nekako javno mnenje to nekako spremeni, ker aneks je lahko, mislim, če pogledamo zgodovino o tistem kufru, ki sem prej govoril, marsikaj se je včasih dogajalo. Ampak dejstvo pa je, da tega že zelo dolgo časa in ta ruzak, ki ga nosimo, je zelo težek.
In to, da se, bom rekel, inkriminirajo te stvari, je, bom rekel, malo problematično. Ne. Tako, hvala lepa. Ja, lepo pozdravljen tudi z moje strani. Jaz se bom dotaknil v bistvu aneksov oziroma zahtevkov z področja javnega naročanja, pa tudi malo tak težišče na ponudbenem delu. Večina kariere sem deloval v komerciali in bi mogoče se bolj skoncentriral na ta del. Ne. Zdaj, tema je široka. Jaz sem pred enim letom bil na dvodnevnem predavanju okrog zahtevkov po FIDIC pogodbah. Zdaj, Slovenko nam je dal na voljo 10 minut. Jaz pač vidim ta moj prispevek kot prispevek za razmislek. Ne. Zdaj, na tistem predavanju sem tudi dobil točke za IZS. Ne. Jaz smatram, da je to neki posredni dokaz, da zahtevek oziroma aneks ni kriminalno dejanje. Ne. Če smo poslušali dvodnevno predavanje, pa knjige so o tem napisane, tako to je pač normalno vodenje posla. Ne. Zdaj, javna naročila. Ne. Za razliko od privat investicij, ki jih je nekako Edo obdeloval, je pri javnih naročilih vse skupaj nekako bolj neosebno. Ne. Vse neke pomanjkljivosti v popisih, v razpisni dokumentaciji, v projektni dokumentaciji, kanal, preko katerega komuniciramo, je ta portal javnih naročil, v bistvu, ki je anonimen, ne, in tam pač postavljaš vprašanja in dobivaš odgovore. 50% je tam nekega cinizma, žalitev, ne, ponudniki marsikaj pišejo, zaradi tega, ker je anonimno, ne, pravih odgovorov pa ponavadi ne dobiš. Ne. In za razliko od privat investicij, kjer, če ti je kaj ni jasno, pokličeš, imaš neki sestanek, dokumentacija se lahko tudi sproti spreminja, popisi se sproti spreminjajo. Pri javnih naročilih je to drugače. Ne? In z tega stališča to vpliva seveda tudi na bodoče zahtevke. Ne? Bodoči zahtevki se vidijo že pri pripravi ponudbe, dostikrat. Jih je več, seveda, več vzrokov za zahtevke in anekse, ampak eni se vidijo že pri ponudbi in dostikrat je odvisno od teh odgovorov, ki jih dobiš na portalu, pa od tvoje odločitve, ki pa je težka, kako se boš odločil, kako boš formiral ceno. Vse kasneje imam en taki primer za razmislek. Ne? In ko je ponudba enkrat oddana, ne, potem najcenejši zmaga in ta gre delati. Ne? In se moraš pravilno odločiti. So pa odločitve težke, ne? Ker vplivajo na ceno, pa na pozitiven ali pa negativen rezultat. Pa tudi vsak zahtevek, bodimo odkriti, tudi izvajalci nimamo vedno prav v zahtevkih. Ne? Stvari mogoče vidimo na svoj način, subjektivno, pa nimamo prav, pa ga zgubimo. Ne? In to je normalno, to je normalen posel. Ampak v Sloveniji je zahtevek in pa aneks kriminaliziran. Ne? In zato so te odločitve še toliko težje. Ne? Vsi smo bili na kakih otvoritvah, pa pride visoki gost, pa v 50% je prvo vprašanje, aneksov pa ni bilo. Ne? Ne, to je tak, ne, pa aneks se šteje, celo se vodijo statistike aneksov, ne, koliko jih je po posameznih projektih, pa vemo, da so eni aneksi zaradi nominacije podizvajalcev, pa vseeno statistik, niso vsi finančni. Ne. To je že en pritisk na tiste, ki vodijo projekt, ne sme, to ne sme, pa to se ne sme delati, ne, zahtevki in aneksi. Ne. In potem so težave velike, ker reševanje zahtevka pa traja ne mesece, včasih leta. Ne? Celo če je večji projekt, to se pravi večji projekt, velike finančne vrednosti in potem, da rešiš aneks zaradi vseh teh težav, pritiskov na tiste, ki vodijo projekt strani naročnika, traja leto pa pol, 2 leti, ta čas pa moramo biti odkriti, izvajalec financira projekt. Ne. Zaradi dejstva, da je
da imamo v Sloveniji zaradi pritiska javnosti, zaradi rubzaka iz preteklosti, imamo težave s tem. Ne. Jaz sem slišal od naših partnerjev iz tujine, ki so nekje v Skandinaviji, mislim, da je bila Norveška, izvajali tunel in pravijo, da je tam princip take, ko daš zahtevek, dobiš takoj plačano, ne. Potem pa dokazuješ, ne. In če nisi imel prav, moraš vrniti, pa seveda še zamudne obresti, ne. Zanimiv princip, ne. Ker se naročnik noče po drugi strani on plačati zamudnih obresti. Pri nas v zamudnih obrestih za leto pa pol čakanja je nemogoče govoriti. Ne. Tu je en primer z enega velikega projekta, ki smo ga mi ponujali, posel smo zgubili. Ne. So pa bile 3 postavke, ki so bile praktično ključne po ABC analizi za dobiti posel ali pa ne. Ne. Prva je tak zgolj zaradi ponazoritve, saj imajo naprej tudi šifre po zelenih knjigah, ampak ki pa nažalost niso štimale pa tak dalje. Ne. Izdelava nasipa iz zrnate kamnine, 3. kategorije, z dobavo iz gramoznice, vse jasno. Potem pa naslednja postavka vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm in iz zrnate kamnite 3. kategorije, vgraditev. Kaj je z dobavo? Ne? 3. postavka, izdelava posteljice v debelini plasti do 70 cm iz zrnate kamnine 3. kategorije. Ta 3. je bila nestandardna postavka. Ne? In zdaj, seveda, naša dilema je bila, ali moramo vključiti dobavo, ne? Pri sredinski postavki. Ne? Mi, kot neki domači ponudnik, smo seveda dobavo vključili. Ne? Smo razmišljali, da jo ne bi, pa mogoče bili konkurenčnejši, pa kasneje videli, kaj je s tem, ali to je tam na terenu ali ni, ne pa mogoče se kako drugače odločili, pa se nismo šli po poti nekega rizika. Ne? Posla nismo dobili, smo bili seveda dražji, zmagovalec tenderja ni vključil dobave, ne. To smo pač ugotovili, ker smo napravili vpogled, ne, in je zmagal. Vemo pač z nekih podatkov, nimus pa da so točni, da je tvoril zahtevek, koliko imamo informacij, ni bil uspešen zahtevek in seveda je po naši logiki je naredil kar veliko zgubo na projektu. In kaj hočem povedati, takih situacij, takih težkih odločitev ne bi radi imeli. Ne? So pa pač posledica malo zmede okrog popisov, projektov, odgovornosti deležnikov, tudi pogojev iz razpisnih pogojev in predlagamo, da se v Sloveniji čim prej sprejmajo standardni popisi po vzoru pač držav, ki jih imajo, ali pa po vzoru tistih naših zelenih knjig in odzadaj so naj specifikacije, naj piše, kaj mora vsako posamezno postavko biti vključeno, da bodo stvari jasne, da ne bo takih težkih odločitev. Takrat bo tudi manj zahtevkov, verjetno bodo tudi projektanti imeli en vodič, ki bo omogočil boljše projektiranje, pa jaz mislim, da tudi ne bi bilo slabo, da se uveljavijo smernice za javno naročanje. Ne. Takrat, ko se je sprejemal zakon o javnem naročanju, ne vem, kateri že, smo bili gradbinci v okviru gospodarske zbornice kritični do njega, ne? In potem je ministrstvo za javno upravo povedalo, glejte, jaz predlagam, da vi se vključite, pa bomo skupaj napravili ene smernice za javno naročanje, teh smernice bomo držali in bo stvar rešeno, ne? Bo javno naročanje v redu. Mi smo se potrudili, mi smo te smernice izdelali, taka lepa knjižica je, ampak nišče jih ne upošteva. Kaj se mi zdi pomembno v tistih smernicah je,
zahteve, ne, finančne in tehnične zahteve za izvajanje posameznega projekta. Ne. Te zahteve morajo biti povezane z projektom. Ne. Mora biti tu. Tam celo smo neko formulo otvorili, 70% velikosti projekta mora biti zahtevana tehnična referenca, tudi kapitalska zmožnost ponudnika mora biti 2 do 3-krat, ponudnik mora biti 2 do 3-krat večji od posla, ki ga prevzema, da je to predvsem varno za naročnika. Ne. Predvsem za naročnika mora biti to varno, ne. Da neki nezaželjeni dogodek na projektu ne odpelje ponudnika oziroma izvajalca v stečaj, pa naročnika tja, kamor noče. Ne. In potem so tudi zahtevki, potem na nek način bodo na velikih projektih usposobljeni ponudniki nastopali in vse skupaj bo delovalo na višjem nivoju, zahtevki, ti proces claim managementa in tako dalje, in se mi zdi, da bomo prišli na en level više. Ne. To bi bil moj zaključek za razmislek, ne. Seveda pa proces claim management ali pa zahtevke, to je normalen posel in to treba enkrat s tem razčistiti. Evo. Hvala. Hvala lepa vsem trem govornikom. Glede na to, kako razločno, kako jasno so povedali, kakšni čudoviti primeri so bili, da imamo plastično sliko, jaz mislim, da zaslužijo en velik aplavz, da malo energije dobimo tukaj noter. Hvala lepa. Maji Kuršič-Potočnik, gospodu Borisu Saboču in gospodu Edi Škufcu, ki se vabim, da se mi pridružijo, da bomo te misli strnili in še malo obdelali na okrogli mizi, kjer se nam pridružuje tudi gospa Liljana Herga, v.d. direktorica Republike Slovenije za infrastrukturo, in gospod Janez Kuršnik, direktor področja organizacije gradenj in obnov DARS. Tako, zdaj smo slišali nekaj pogledov, že iztočnic, ki ste jih podali, pa bi najbolj prosila 2 nova govornika, kakšen je pa vajin pogled na to, kar smo zdaj v bistvu slišali. Mi smo dobili poglede tako iz pravnega, gospodarskega kot tehničnega, v bistvu tehničnega vidika. In mogoče, če začnemo kar z vami, gospa Liljana Herga, kaj bi vi tukaj dodali, kar smo zdaj zelo plastično in nazorno slišali od naših govornikov? Najprej lepo pozdravljam vse skupaj. Jaz tudi prvič v novi vlogi v.d. direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, v bistvu velikega naročnika, bom rekla približno 600 milijonov evrov na leto, sklenemo pogodb, včasih več, včasih manj. Mogoče bi rekla, da tudi za dobro izvedbo tako in projektov in pa samih, bom rekla, del na terenu strani izvajalcev je tudi potrebno stabilno financiranje, ker od tega je tudi odvisno, kakšne so cene in kakšni so izdelki. Ne. Pa mogoče bi začela navezala se na gospo Majo pa na kroj. Za naročnika je najbolj bistveno, da dobi dober izdelek. Se pravi, projekt mora biti dober, zato da je tudi v nadaljevanju izdelek na terenu dober. In kot naročnik moramo vedeti, kaj si želimo, in tako moramo napisati dobro projektno nalogo. Se pravi, vsa izhodišča, kakšen izdelek si želimo, na terenu morajo biti v projektni nalogi. Pa jaz bom govorila izključno iz mojih izkušenj, kaj drugega ne bom. In mislim, da smo na direkciji, imamo komisijo za potrjevanje projektnih nalog, kjer v bistvu se usedemo vsak iz svojega področja in povemo, pač ko pride projektna naloga na mizo, kaj si mislimo, a je ta napisana v skladu z vso zakonodajo, ki mora biti, in seveda vezano na tisto, kaj razpisujemo. Ali je to most, ali je to rekonstrukcija, ali je to kakšen, bom rekla, projekt prometne varnosti. No in to je kot naše prvo izhodišče in bom rekla, da se zadnjih, bom rekla, kar nekaj let v tej smeri trudimo. Zdaj bojo ostali povedali, ali je potem izdelek tudi temu sledi,
No, potem gre pa vsak po svoji smeri, bom rekla, jaz izhajam iz svojega področja prometne varnosti in vzdrževanja in smo imeli, bom rekla, takšen sistem, da ko potrdimo projektno nalogo, v bistvu seveda se gre v razpis za to, da se dobi ustreznega projektanta, takega dobrega, z referencami, ki vemo tudi, da bo kvalitetno naredil izdelek, ampak ta tudi ga ne more narediti kvalitetno, če vmes nima usmeritve. Veliko naših investicij poteka v soinvestitorstvu z lokalnimi skupnostmi, ker smo pač, bom rekla, imamo 6000 km cest, četrtina naših cest poteka skozi naselja, bom rekla, v zadnjih 20 letih smo kar precej cest dobili, ki nimajo gabaritov za primerne regionalne oziroma kaj šele glavne ceste. No in potem si zastavimo tak način, da najprej zahtevamo idejno zasnovo od projektanta, potem se pa usedemo. Ko dobimo idejno zasnovo, se usedemo, vsi tisti, ki smo zraven, se pravi mi kot direkcija, naš konzultant in pa seveda, če imamo soinvestitorja, drugega naročnika, da si pogledamo ta projekt, ali ta ustreza tistemu, kar smo si mi želeli, da bo v prostoru. In šele, ko je ta zadeva potrjena, gre v izdelavo lahko PZI. Bom rekla, na ta način smo si v zadnjih časih, bom rekla, dvignili nivo projektov in pa tudi projektne dokumentacije, tako da lahko rečemo, da smo tudi število zahtevkov na ta način minimizirali. Seveda pa ne gre brez presenečenj na terenu. Ne? Na terenu se lahko pa tudi, ko je že pogodba z izvajalcem sklenjena, zgodi marsikaj. Ti imaš tudi odkupljena zemljišča, ko pa pride tam izvajalec na teren, pa en gospod, v luft skoči, kaj se to njemu dogaja, kljub temu, da je zemljo prodal, pa se začnejo kakšne težave. In te težave so lahko zelo resne in tudi, bom rekla, trajajo dolgo časa. Seveda je tudi geomehanika, kot ste že dva predhodnika, pa tudi gospa, je nepredvidljiva. Včasih, bom rekla, ni upravičen strošek, da bi tako, bom rekel, raziskal teren, pa da ne bi bilo nekih presenečenj. Večinoma pa, bom rekla, ni tako velikih presenečenj, bom rekla, in aneksi, ki izhajajo iz tega naslova, so minimalni in mislim, da je to kar dobra praksa. Hvala lepa, gospod Herga, in pa prosim še vas za vaš pogled, gospod Janez Kušnik. Hvala lepa. Ja, je že detaljno opisala, kako teče postopek, recimo v takšnih primerih. Zdaj, jaz mislim, da se vse vrti okrog tveganj, ne? Zdaj, jaz mislim, da pač stvari so take, da je potrebno v tem procesu izvajalec, naročnik, inženir, projektant, nekako koncept pelja tako, da v bistvu vsak prevzema svoje tveganje. Seveda, projektant mora narediti dober projekt, naročnik mora poskrbeti za to, da ve, kaj želi oziroma da oblikuje pravilno projektno nalogo. Seveda, izvajalec, da potem v skladu z projektom gradi in da seveda tudi tekom samih razpisov opozarja na stvari, ki so recimo problematične. Zdaj, veliko je bilo govora ali pa nekaj bilo govora okrog samih popisov, ne. Z popisi del imamo konstantne težave. Ne? Vemo, da popisi del mogoče niso podvrženi takemu detaljnemu pregledu, recimo, kot pa mogoče posvečamo pozornost nekim drugim stvarem v sami izdelavi projektne dokumentacije. Zdaj, seveda, kaj se pa zgodi? Zgodi se to, da so popisi mogoče slabo skontrolirani in potem prihaja do določenih odmikov od samih popisov. Zdaj, naše izkušnje so take, da sej, kadar izvajam neka investicijska vzdrževalna dela ali pa kjer posegamo recimo v neke rekonstrukcije, se nam velikokrat zgodi različna, se pravi, redistribucija samih količin. Ne? Se pravi, ne da se v celoti predvideti, ne? Koliko posamezne postavke se bo obračunalo oziroma v kakem razmerju, ne? In se potem pride do redistribucije pri izvedbi del. In seveda to poskušamo nekako amortizirati z nekimi tveganji, ki jih vgradimo v višini določenega procenta nekih nepredvidenih del v pogodbo. Ne? Seveda
na osnovi korektne izdelane analize tega osnovnega pribitka in potem poskušamo pač nekako krmiliti samo investicijo na način, da je pravilno izvedena, da je izvedena v skladu z nekim z zakonodajo in pa da tudi jo nekako zaključimo v okviru pogodbenih maksimalne pa vrednosti pogodbe ali pa nekoliko manj. Zdaj moram reči, da nam to kar, bom rekel, sorazmerno dobro uspeva, seveda se nam pa velikokrat zgodi, ali počasih zgodi tudi, da to ne gre, ne, seveda takrat je treba pač speljati postopek aneksa, ne. Jaz bi se strinjal z mojimi predhodniki, ne, ki so, nastopajočimi, ki so govorili okrog tega, da mi anekse sklepamo praktično na dnevni ali pa na tedenski bazi, ne. Dodatek pogodbi sklepamo zaradi imenovanja nekega novega odgovornega oddelka, zaradi nominacije podizvajalcev, zaradi mogoče kakšne korekcije v roku gradnje ali karkoli. Tako da teh aneksov je lahko na samem projektu več, so pa običajno nekako na tapeti vrednostni aneksi, takrat se je pa treba le posvetiti nekim argumentiranim obrazložitvam, ugotovitvam, zakaj je določen dogodek nastal in seveda v primernem sodelovanju tako inženirja kot projektanta seveda nas pri naročniku ugotoviti, kje so vzroki, ne, se z teh vzrokov nekaj naučiti in mogoče te izkušnje potem na pravilni način implementirati v prihodnje razpise. Hvala lepa, gospod Kušnik. Seveda ste tudi vi, cenjeno občinstvo, vabljeni v razpravo, to se pravi za vaše vprašanja. Preden pa gremo mogoče, vsi trije ste izpostavljali konkretne probleme, konkretne vidike. Pa me zanima, glede na problem, ki ste ga izpostavili, kaj lahko spremenimo, kaj lahko v javnosti naredite, da se mogoče aneksi ne bodo gledali vedno kot negativni. V bistvu same komunikacije, če vedemo, je malo. Danes je eden od teh primerov, da se govori o aneksih, da ste jih tudi razložili zdraven, ampak kaj mislite sami, da še lahko vaši panogi spremenite, da bo prispevalo boljši podobi te teme v javnosti? Jaz bi mogoče predno odgovoril na to vprašanje, mogoče samo bi se vrnil na, kar je povedala gospa Liljana. Bistvo je, mislim, da ste zadela bistvo, ne, projektna naloga. Se pravi, če bomo vsi udeleženci gradnje ali pa graditve projekta vedeli, kaj narediti, potem da smo rešili res ogromno. Ne? In dobra projektna naloga se mi zdi tukaj bistvo. A vi mogoče veste, najbolj razvpite investicije so bile pri nas recimo v zdravstvu. Ne? A veste, da je bil temeljni kamen za pediatrično kliniko položen leta 1994? Mogoče ne veste. Mogoče niti ne veste to, da je bil potem še enkrat položen leta 1998, obakrat pred volitvami. Ne? Se pravi, takrat, ko postajajo projekti neka fasada nečesa drugega, potem imamo vsi skupaj težave. Ne? Zdaj, kar se tiče javnega mnenja. Jaz mislim, da vsi udeleženci v tem procesu graditve objektov moramo svoj prispevek narediti. Prvo je, jaz tudi svojim sodelavcem vedno rečem, delati je treba svojim lastnim zgledom. Ne? Se pravi, če to velja nekaj za tebe, ki si šef, ne, mora veljati tudi za druge in obratno. Ne. Če ti od svojega sodelavca nekaj zahtevaš, moraš tudi ti ta ista, da rečem, moralna načela tudi samo uporabljati in upoštevati. Ne. Se pravi, prvo je, kar je, da moramo svojim zgledom dokazovati, da je naša stroka zanimiva, da ustvarjamo nekaj, da lahko pokažemo, gledajte, tamle gradimo IKEA, ne, naše podjetje, lahko nekaj pokažemo. Skratka, z nekim pozitivnim pristopom, z nečem pozitivnim, da ljudem pokažemo, da je ta stroka dobra, da je to zanimivo. In seveda vsak od nas lahko tukaj dejansko nekaj prispeva, s svojim zgledom. Jaz bi morda dodala samo, dajmo poiskati izvirni greh, zakaj so aneksi tako slabo sprejeti. Jaz mislim, da je izvirni greh tiči v javnih naročilih in dejstvo, da smo malo pozabili, da odkar imamo nov ZJN-3, torej to imamo kaj, od leta 2018, je zakonodajalec prepoznal, kakšno stisko imamo v Sloveniji s aneksi na gradbenem področju in je uvedel ta 95. člen ZJN-3, skratka, dovolil je anekse in je rekel, aneksi si ok, bodi si za dodatna dela, bodi si za nepredvidena dela, do višine 30% vrednosti pogodbe. Pred ZJN-3
pa dejansko aneksov nismo mogli stlačiti v javna naročila. Kajti imeli smo samo eno možnost in to je postopek s pogajanji brez predhodne objave zaradi nekih nepredvidenih okoliščin in seveda vse pa tudi niso bile nepredvidene okoliščine ali pa redko kakšna stvar so bile nepredvidene okoliščine. In včasih smo se res močno tresli po eno, dva, ker nismo imeli nobene opcije v javnih naročilih stlačiti nekega aneksa zaradi nekih dodatnih del kamorkoli. Zdaj pa to možnost imamo in mi moramo tudi spremeniti miselno percepcijo, da aneksi niso več takšen bav, kot so bili, ker zakon pravi, lahko jih sklepate do 30%. Okej je, če jih sklenete. Vse je zakonito, a ne? Tako da morda bi mogli večkrat opozoriti na to, da je tudi zakonodajalec prepoznal in da je naredil nekaj v tej smeri. Zdaj moramo pa še mi malo prakso spremeniti, da bo to postalo, ne vem, običajno. Hvala lepa. Mislim, da mi moramo pač težiti k temu, da bodo stvari transparentne. Ne? Jaz mislim, da z nekimi standardnimi popisi, z manj improvizacije pri pogojih v javnem naročanju, jaz mislim, da tiste največje projekte morajo res usposobljeni izvajalci izvajati, ne? Predvsem pa je to pomembno usposobljeni, za nas izvajalce je to tudi zelo pomembno, usposobljeni projektanti, ne, ker tam se začne. Ne. Če so tam pogoji slabe, pa prije neusposobljen projektant na prevelik projekt, se kasneje to pač ta veriga dalje prenaša, ne, in na koncu imamo aneks in stvar mora biti to usposobljeni deležniki, transparentni popisi, Nemci imajo standardno pogodbo tudi, zakaj ne bi mogli imeti standardne razpisne dokumentacije, ki bi vsi na pamet vedeli, bi nam vse jasno bilo. Ne? In BIM, prihaja BIM, sicer že dolgo, ampak prihaja, ne? Pa enkrat bo prišel dokončno, BIM je transparenca sama po sebi, ne? In potem je mogoče v javnosti lažje nekaj argumentirati, zakaj nekaj več košta. Ne. Zdaj, moramo se pa zavedati, javna naročila, ne, tu so veliki denarji, veliki projekti, v preteklosti so bili tudi slabe prakse, dostikrat so taki projekti tudi, bodimo si odkriti, predmet političnih obračunavanj in polresnic in laži in vse to vpliva. Vse to naše okolje tako malo dela bolj umazano. Ne? Ampak po mojem je rešitev v transparenci in strokovnosti, ne? Izvajalcev, ne? In smo bliže neki dekriminalizaciji teh zahtevkov in aneksov. Hvala lepa. Mogoče še kakšno vprašanje z publike? Malo mi oznako dajo glede časa, tako da bom jaz predala kar vam. Prosim. Pozdravljeni. V bistvu niti nimam vprašanje, bolj mnenje, na katerega se mogoče en kanček debate naveže. Eno je to, da imamo poznam, bom rekel, iz lastnih evidenc ali pa statistik, da naše ponudbe odstopajo tudi več 100% od več procentov ali pa bom rekel več faktorjem, več 100-kratnik cene, se pravi nekdo da neko ponudbo, nekdo da tudi 300% večjo. Tukaj to res ne razumem, ali smo vsi sedimo na istemu, a hodimo vsi v isto šolo za isto matematiko ali imamo različne matematike, to je ena stvar, verjetno je to posledica tudi potem teh aneksov ali pa pričakovanj ali pa kakorkoli. Drugo pa mogoče kot družba smo v neki krizi nasploh, lahko ustvarjamo svojo dodano vrednost, dosegamo svojo dodano vrednost ali pa jo iščemo z delom, z ustvarjalnostjo, lahko pa dodano vrednost dosežemo tudi z neškodovanjem. Skratka, odpiramo si možnosti take in drugačne. Skratka, vse, kjer je dvoumje ali večumje, potem je težko imeti eno jasno linijo, transparentno. Samo toliko, hvala. Hvala lepa. Mogoče kar komentar z naše strani, pa bi predala gospa Herga. Bom rekla, ne vem, če sem te prav razumela, pri ponudbah, da je sodelno vstopanje. Ja, razlika v cene. Jaz bom rekla, da gledamo na to, kako sledimo
V času krize so ta odstopanja res velika. Ne? Mogoče, bom rekla, kar na področju direkcije, nas je ta korona kar fajn prizadela in bom rekla, na cestnem in železniškem področju so nam pač zaradi seveda zadev, ker so reševali življenja in drugo problematiko, vzeli 130 milijonov letno. Ne? In seveda, čim se take stvari pojavijo, ne, potem vsi se ve, ne, zavlada neka panika in tudi, bom rekla, na vsakem posameznem javnem naročilu se zelo, zelo veliko ponudnikov pojavlja, ne, ker je v bistvu borba za posel, ne, čisto preprosto povedano. Zakaj se to dogaja? Jaz tudi na to nimam odgovora, ne. Vem pa, da je za državo bistveno stabilno financiranje in ta ne bi smela odstopati recimo 20%, ne, potem mogoče tudi teh takih odklonov ne bi bilo. Hvala lepa. Če vprašam mogoče še konkretno iz prakse, Edo, Boris, vidva lahko iz prakse povesta, zakaj prihaja do takih odstopanj, pa če komentiramo naprej. Jaz sem se pogovarjal z nekaterimi projektanti in so mi rekli, da so poskušali svoje storitve prodati v tujini, zlasti v Avstriji, in večkrat so naleteli na to, da niso bili izbrani, zato ker je njihova cena prenizka. Skratka, investitor je ocenil, da je ta cena dampinška in da ne pokriva vseh stroškov, ki bi jih sicer morali, in glede na standarde, ki jih Avstrija ima jih tudi Slovenija, ker je del Evropske unije in imamo popolnoma enako in delovno-pravno in ostalo zakonodajo, in so preprosto te projektante izločili. Skratka, dumping je nekaj, kar v Evropski uniji ni dovoljeno. Ne? Jaz ne poznam primera, da bi kakšno podjetje bilo v Sloveniji, pa spet lahko da je bilo, ampak meni to res ni poznano, da bi bilo izločeno iz javnega naročila ali pa iz nekega javnega naročila iz razloga, da je nekdo ponudil dampinško ceno. Dogaja se nam to, da na trgu nastopajo, tako kot je Boris povedal, podjetja, ki rekel so neka neznana podjetja brez referenc, ki pa te reference lahko dobijo. Danes ni problem kupiti referenco v Italiji ali kjerkoli drugje, ne? In tudi pač to se dogaja, da z kupljenimi referencami se nastopa in to je očitno čisto dovoljena praksa. Ne? Skratka, in tisti izvajalci potem, ki dajo referenco, tudi dejansko potem ne delajo. Ne? Taka je pri nas se vzpostavila neka praksa in temu pač je tako. Ne, in seveda, nekdo, ki jaz temu rečem po domače, zna peč burek, ne, potem lahko tudi hišo zgradi. Ne. In to so, bom rekel, neka praksa, ki bo mogla nekako se razviti, pa dati stroki veljavo. Ne. Ker, ko poslušam profesore iz gradbene fakultete problem vpisa, seveda je problem vpisa, ker poklic ni zanimiv, če ga tako tretiramo, ne, da se zdaj nek gradbeni strokovnjak izenači z nekom, pa ne, da kdo narobe razumejo, tudi tiste cene, ki znajo burek peč, ne, ampak ne peče burek, ne. Hvala lepa. Gospod Janez, še več komentar? Ja, zdaj moram reči, da takih odklonov zdaj se pri nas nekako ne zaznavamo, ne? Da bi bili to 300, 200, 300% odklone med samimi ponudbami, ker vendarle materija ali pa predmet naročil nekako drugačen. Je pa mogoče nekaj vredno upozoriti, ne? Jaz se spomnim pred 3-4 leta nazaj, smo imeli en razpis za eno storitveno pogodbo in imeli smo eno neobičajno nizko ceno, ne, in smo pač pozvali tega ponudnika, da ne pojasni, kako to naredil. Ne. Zdaj ponudnik je jasno in transparentno takrat napisal, da tega za ta denar ne more narediti, da je to dejstvo, da to javno naročilo, se pravi, za prihodki iz tega naslova ne pokriva stroškov, ki nastajajo na projektu. Ne, mi smo ga vkladno krno izločili, ne, ker je to bilo evidentno že na prvi pogled. Potem je sledila pa pritožba, zadeva šla na Državno revizijsko komisijo in Državna revizijska komisija mu je prikimala. Ne? Se pravi, da je to njegova čisto poslovna odločitev, ne? Če bo iz svojega žepa dal za to, da bo posel naredil. In tako je bilo takrat 3-4 leta nazaj, ne? Jaz mislim, da smo bili zelo presenečeni na to odločitvijo, ne? In se mi zdi, da bi bilo treba tudi ni vse samo v zuniji, je tudi kar nekaj v Sloveniji, ne, da je treba te prakse nekako spremeniti, ne, ker če sama pogodba pa sama vrednost ne pokriva posla, ne, iz kateri se izvaja, ne, seveda je potem to popolnoma neupravičeno, da se tak posel na tak način dobi. Hvala lepa. Prosim, če dajmo mnenje, vprašanje. Ja,
Jaz bi sam pozdravil tematiko, ki je redko na sporedu, šli smo pa zelo široko. Jaz bi se vrnil nazaj na tematiko, za katero smo tle. Claim management. Claim management je obrt. Visoko cenjena obrt v tujini, ki jo skozi omenjamo. Pri tujih, bom rekel, ponudnikih teh storitev in tudi zakonsko je dovoljena, predpisana, ker je normalna. Ne? Zdaj pa moje mnenje o tem, zakaj prihaja do tega, osnovni problem je najnižja cena. Ker za najnižjo ceno, če hočeš javno naročilo dobiti, moraš biti pač najugodnejši pri ceni. V 99% primerov. V tem primeru to pomeni, da moram ponuditi striktno samo tisto, kar je naročnik želel, ne nekaj več, ker jaz vem, da to ni najboljše, ker enostavno odpadem pri vrednotenju. Se pravi, ponudim to, kar je najbolj nujno, potem pa vem, kaj je treba narediti in to poskušam tudi potem narediti, da bo dobro narejen. Razlika v tem, to razliko dobim pa s claim managementom, kar je logično. Ampak dejstvo je, če hočeš dober izdelek, ga moraš plačati. Zdaj, na kak način si prišel do izvajalca, je drugo, ne? Ampak v vsakem primeru, če hočeš imeti kvaliteten izdelek, ga boš moral plačati. In osnovni problem, 100%, kako res na te stvari gledam, je to, da najnižja cena je edino praktično merilo, ker ti pogoji, ki so razpisani, več ali manj vsi ponudniki izpolnjujejo. Tako da tukaj je po moje bistvo problema. Ne? Predvsem pa še enkrat, ne kriminalizirati teh zadev, to je obrt, to je znanje, to so izkušnje, operativne, finančne in tako naprej. Ne? In zato se najemajo firme na velikih projektih, da se s tem ukvarjajo, jasno, v nekih realnih ekonomiji. Ne? Hvala. Bi se navezal na Roberta. Večkrat v omizju so bile tudi omenjene smernice za javno naročanje. Imamo dvoje. Eno so smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev. Po zakonu naročnik je dolžen poleg cene upoštevati še druge kriterije. Se pravi, on ne more oddati v razpis izdelati projektno dokumentacijo, brez da napiše, da je poleg cene potrebno izpolnjevati še te in te kriterije, ki se jih oceni. Se pravi, obvezno je to, ne morda. Žal se na trgu dogaja, da se kljub temu kar veliko oddaja samo po najnižji ceni. Ampak ne glede na to, v zadnjih letih je bil tukaj narejen kar pomemben korak naprej. Druge smernice, ki jih imamo, so pa smernice za javno naročanje gradenj, ki jih imamo narejene, vendar zakon pravi, da za gradnje jih pa ni treba upoštevati, oziroma se jih ne upošteva. Jih ni treba in se jih ne. 100% se jih ne upošteva. Če gremo čez mejo, Asfina, ki je zelo dober primer, oni jih striktno upoštevajo. In če se želimo umakniti od najnižje cene, je nujno, da se uvedejo te smernice. Samo na ta način bo lahko ponudnik ponudil nekaj več. Seveda pa bomo mogli potem te projekte boljše, bolj kvalitetne znati tudi oceniti. In tukaj je pa stroka. Zelo velik izziv, zaenkrat še nismo, oziroma smo toliko padli v stroki, da nismo v stanju ločiti oziroma izbirati, projekte z manjšim ogljičnim odtisom CO2 in ostalimi kriteriji. Na tem segmentu nas pa čaka še veliko dela. Ampak ne glede na to, imamo pa cel kup kriterijev, da bi lahko smernice za gradnje uveljavili in sprašujem oba, Janeza in Liljano, je kaj, prizadevan za to, da končno vsaj v malem odstotku začnemo, da rečemo, ta, ki ima pa nudi nekaj več, je pa lahko par odstotkov dražji. Potem ne bo takih velikih razlik, kot je prej Primož omenil. Ja, smernice. Ne? Zdaj, jaz bi mogoče te smernice povezal z merili, ne? Vse v začetku. Ne? Zdaj, vemo, da ta merila mi uporabljamo, ne? Ali pa uporabljamo jih. Zdaj, tam, ki so obvezujočo, jih uporabljamo na projektiranju. Zdaj, na projektiranju situacija je ta, ko razpisujemo projektno dokumentacijo, mi običajno omejimo neko najvišjo dopustno ceno. To ceno nekako izračunamo, vrednotimo in rečemo, da za to ceno smo mi pripravljeni maksimalno projektu dati. Ne? Zdaj, sama merila seveda upoštevamo, ne? Pri projektiranju in pri projektiranju zagotovo ni faktor izključno najnižje cene.
Je pa še ena posebnost, ne, da se praktično na projektiranju ne soočamo z nekim stopom tuje konkurence. Ne. Mi imamo praktično slovenske projektante, ne, ki nekako uspejo dobivati posel v Sloveniji. Ne. Zdaj, verjetno je to logična posledica, da seveda, če ne pozna zakonodaje, če ne poznaš predpisov, ni tako enostavno priti z nekod pa zadeve projektirati, pa tudi pravi tako. Enako velja sve za nas, če hoče zunaj delati. Ne. Zdaj, drugi del, ne, bi pa mogoče razložen na tej primerjavi. Ne. Ko smo delali razpis za Karavanke, ne, za drugo cel Karavanke, smo sve sedeli skupaj veliko za Sfinagom, se smo morali kompletno projektno dokumentacijo uskladiti in tako naprej. Zdaj, merila, ki so jih na avstrijski strani uporabili, ne, pa ponder, ki so ga uporabili za vrednosti teh meril, ki so imeli vpliv na ceno, ne, pa merila, ki so bila pri nas uporabljena, so si bila zelo podobna. Ne. Res, da je bil pri nas nekoliko nižji učinek pri teh merilih, ne, smo ga nekoliko manj izpostavljeni, mislim, da bi tam izpostavljeni nekje med 5 in 10%, pri nas pa nekje 3% ali pa do 5%. Je seveda rezultat pa glede na celotne, na same ponudbe, ne, praktično ni imel nobenega vpliva. Ne. Zato treba vedeti, v bistvu, kaj je sploh v nekem trenutku smiselno in kaj je primerno. Ne. Zdaj soočamo se z novo zakonodajo, ne, pa spremenjeno zakonodajo v javnem naročanju, pripeljal je interventni zakon, pripeljala država noter recipročnost, kolektivno pogodbo, tako da jaz mislim, da bo treba v prihodnosti razmišljati nekako o najvišji dopustni ceni, pa tudi o najnižji dopustni ceni. Zdaj, kako pa najnižjo dopustno ceno utemeljiti? To je pa tisto vprašanje za $1 milijon. Tako. Jaz bi samo tu povedal naše izkušnje za Avstrije, ne, z enega razpisa. Odgovor je zopet, se mi zdi, v informatizaciji, ne, pa mogoče dobiti. Avstrijci imajo standardizirane programe za kalkulacijo, ki jih pač berejo tudi naročniki, ne, in z njih dobijo potem lahko obdelavo cen dobijo. Ne. In Avstrijci se niso, v našem primeru, ne, pač naša izkušnja je taka bila, da tam je bilo tudi ene vrste tolmačenje ponudbe. Ne. Če ravno je bilo javno naročenje, smo mi tolmačili ponudbo, ne. V bistvu pa je bila to, projekt je pa bil v bistvu sofinanciran tudi strani direkcije Most čez Muro, ne. Ampak so Avstrijci vodili razpis in smo mi pač tam tolmačili, celo smo neke vzorce nosili tja, zagovarjali smo pa enotne cene, ne ceno, ne. Bili smo najcenejši in seveda tam je obrnjeno vprašanje bilo, kako boste vi za ta denar to izvedli. Ne, pri nas je vprašanje, predragi ste, ne, če ravno si najcenejši, tam pa kako boste za ta denar izvedli in so imeli zaradi tega, ker se tam pač v tem softverju ponudba pripravila, so imeli neke postavke, ki so štrlele ven navzdol, ne, in mi smo jih mogli zagovarjati, ne, in jaz dobro, ne vem, imeli smo občutek, če ne bi znali jih zagovarjati, bi nas izločili, ne, pač je tam pred nami je bila komisija, eno postavko smo zagovarjali preko vzorca, smo pripeljali vzorec, bili so LED diode nadržalo od ograje, ne, in smo pač mi tam dali zelo nizko ceno, hvala Bogu, slovenski proizvajalec bil konkurenčen, smo pokazali in razložili in so bili zadovoljni, smo posel dobili. Jaz mislim, da ne mogoče navzdol dati, omejiti, ker potem bodo vsi ponudniki točno na tisti ceni. Lahko pa se analizirajo posamezne ključne postavke, saj imamo ABC analizo in jih zagovarjaš. Ne. To je to. Samo zato pa rabimo informatizacijo in pa standardne popise. Jaz bi samo še dodal, da Janeza bi se obrnil, govorimo o smernicah, ne, se pravi, govorimo o recipročnosti. Slovenski gradbinci se ne bojimo tuje konkurence, ki je lojalna. Lojalna pomeni, da ni nelojalna. Se pravi, slovenski gradbinci se ne bojimo gradbincev iz trga Evropske unije, kjer veljajo isti zakoni kot pri nas. Veljajo kolektivne pogodbe, velja zakon o minimalni plači, velja zakon zakoni z področja financ. Ne moramo pa razumeti, da, bom rekel, pa upam, da je zdaj tudi, bom rekel, minister Vrtovec
je to jasno povedal na gospodarski zbornici, da se bo uporaba smernic celo uzakonila. Uporaba smernic, govorimo o smernici Evropske komisije iz julija lanskega leta, ki prepoveduje nastop podjetjem iz tretjih držav, ki nimajo medsebojnega sporazuma o javnem naročanju. In tukaj samo apeliram, da gradbeništvo je, mislim, da druga največja panoga. Multiplikator, vemo, da je nekje 2,5, po nekaterih ocenah tudi več. In denar, ki se vlaga v investicijo, se povrne tej državi in ostane v tej državi. Vkolikor bomo delali tako, kot delajo Hrvati na Pelješcu, ko gre ves denar na Kitajsko, ko se vse pripelje, ko delajo kompletna armatura, kompletni celo suh beton pripeljejo, je, da celo politični zaporniki delajo, tega ne morem dokazati, ampak je, da je temu tako. Potem takim podjetjem pa res ne moramo konkurirati. Ali pa takim, ki jim država da subvencije, zato da dobijo evropske reference, da potem lahko napadajo po evropskem tržišču. To pa je nelojalna konkurenca in temu se pa preprosto moramo boriti in bom rekel, tukaj moramo strniti vrste vsi, izvajalci, projektanti, nadzorniki in seveda apeliram in prosim tudi investitorje, da ste tukaj tudi, bom rekel, del te zgodbe, ker tukaj se gre pa za domače gospodarstvo. Hvala lepa. Lepo so bile strjene tele misli in tukaj bomo počasi zaključili. Mogoče vseh utrinkov, ki ste jih nanizali, problemov, ki smo jih našteli, velja spomniti, da, gospod, vi ste omenili, da se redko kdaj omenja, če želimo, da nas množica sliši, če želimo, da se o tem govori, potem je to treba večkrat povedati. Fajn je, da se zraven opozori in doda še ideje in da se komunicira. Ko prvič rečemo, sliši in dojame šele od 40 do 60% ljudi, mi pa želimo, da so vaši predlogi, ideje realne, to pomeni, je treba res veliko krat reči in tako lahko upamo, da je uspeh, kajti kot ste lepo sami omenili, gradbeništvo je izredno pomembno za obstoj in razvoj vsakega gospodarstva in nastopa kot pomemben dejavnik v razvoju naše države. Pomen gradbeništva se kaže tudi v velikem številu delovne sile, smo že omenili, in ki se lahko zaposli v tej dejavnosti in seveda tudi v multiplikativnih učinkih, ki jih ima ta panoga na gospodarstvo in te značilnosti dajejo gospodarstvu poseben pomen ekonomski politiki, stabilizacija kratkoročnih gibanj v gospodarstvu. Močne misli, naj bodo popotnica za razpravo o odmoru, ki sledi. Prosim pa še enkrat, če se zahvalimo z aplavzom in za vse misli, ki so jih nami delili naši govorniki. Hvala lepa gospe Lilijani Herga, gospe Maji Koršič Potočnik, gospodu Janezu Kušniku, gospodu Edu Škufca in gospodu Borisu Sapaču. Še enkrat hvala lepa tudi vam in mislim, da zaslužijo en velik aplavz, preden odidemo na odmor. Hvala lepa.